Palomar. Živja! Dobra ideja. To zato, da vas ne prepoznajo, ne? Kaj? A čelada? A je to zaradi protestnikov? Sem jih nikoli poslal. To je moja čelada, ker sem bila čez vikend na blagoslovu motorjev. Ste šli malo z motorjem, ne? Ne, z avtom. Ne maram, da mi špricajo po laku pa po usnenih zicih, tako da... Zdaj, kar se tiče teh predsedniških zadev, imamo ene par stvari za urediti. Zdaj, priznanje Palestine je aktualno. Jaz imam tukaj par iztočnic za vaše mnenje. Pa potem to vprašanje zdravniške stavke. Mogoče bi bil čas, da se že malo izjasnite. Pa te sodniki za ESČP so za potrditi. Ja, sodniki so okej. Ostalo pa bomo, seveda. To so pomembna vprašanja. Ampak ta teden žal nimam več časa, ker grem jutri na otvoritev kleklarske šole v Idrijo, tako da... Kaj pa zvečer? Ne. Z Alešem gostiva en godalni kvartet, tako da... Mogoče čez vikend? Prebava? S frendicami gremo en krog, ko bo baje šajba. Tako da... Jaz sem predsednica vseh, tudi svoje familije, pa frendov, tako da vse se razumemo, a ne? Pa se lahko gremo zdaj v pisarno gor, pa to na hitro pregledamo. Ne, pa šibam na sprejem dijakov in staršev iz Celja. Zakaj pa? Enega tipa so rešili, ko so klicali 112, je imel srčen zastoj, pa jim grem čestitat. Pa pravijo, da ni dobro, da so mladi skos na telefonih. Pa kaj bo meni Tina govorila? To se meni zdi pa popolnoma ne... Ja, Branko! Ja, kaj pa ti tukaj? Živjo, čakaj, a je to tvoja pisarna? Ja, moja je, ja. A ne slišiš, kako zelo je akustična? Prosti se, veš, da so vse pisarne čisto enake. Ja, Branko, nič hudega, povej mi, kaj iščeš? Nič se veš, zdaj je bila velika noč, pa smo oddajali pisarne na Airbnb, zdaj pa iščem eno... Eno kuverto, polno denarja? Ja. Sem jo našla včeraj. Aha. Ja, in sem jo poslala direktno k Janezu. Nekaj je bilo napisano gor v ruščini, pa sem si rekla, gotovo je za njega. Okej, sej, potem pa grem, no. Adijo, Branko. Prav, ujela si me, priznam. Kaj priznaš? Da te nihče ni napadel na stopnicah, Branko? Ne, to mi ni treba, to je že policija ugotovila. Kaj pa potem, da z ženo goljufata furs na Bledu? Ne, to nam že Simič rihta, da bo vse legalno. Pa dobro, kaj pa potem, Branko? Da sem se jaz na evropske volitve prijavil samo zato, da bi bil več s tabo. Ampak, Branko, jaz še ne vem, če bom šla na evropske volitve. Sej, zato sem pa tukaj, ker bi rad vedel, ker jaz bi bil rad tukaj ob tebi, Urška. Pa dobro, Branko, a si ti to res dobro razmislil? Ja, zakaj? Ja, zato, ker trenutno je eden od naju zanesljivo na listi. Eden od naju pa bo zanesljivo izvoljen. In to žal ni ista oseba. Ne razumem. Hočem reči, če hočeš biti več skupaj z mano, je morda bolje, da ne kandidiram in ostanem s tabo v Sloveniji. Mogoče, ampak jaz bi sam rad vedel, če bova naslednja 2 meseca skupaj na soočenjih. Prav, Branko. Ti pa vem, ampak na uho. Saj veš, da tukaj vedno nekdo prisluškuje. Okej, sem pripravljen. To! Črni panter je nazaj!